ker so že mnogi poskušali urediti poročila o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam sporočili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teofil, vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, po katerih si bil poučen. Tisti čas se je Jezus v moči duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal, in v soboto je šel po svoji navadi v shodnico. Vstal je torej, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je vazilil, da prinesem blagovest o Bogi. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostosti in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti. Nato je zvitek zvil ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile vanj uprte. In začel jim je govoriti: danes se je to pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, pred 5 leti je sedanji papež v vesoljni cerkvi postavil na razglasil nedeljo Božje besede. To je tudi utemeljil v svojem apostolskem pismu Apelu Itilis z besedami: svojo apostolsko oblastjo razglašamo in določamo, naj bo 3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju, predvsem pa razširjenju Božje besede. To apostolsko pismo z naslovom Apelu Itilis pomeni in se tudi nanaša na stavek s konca Lukovega evangelija. Tedaj jim je odprl da so lahko doumeli pisma. Bratje in sestre, torej ob današnji nedelji Božje besede vedno znova priložnost, da tudi sami odpremo srce, da bi Gospod lahko preko svoje razodete besede vstopal v naše vsakdanje življenje. Gre torej za priložnost, da se še bolj poglobimo v pomen Svetega pisma v našem življenju in s tem Božje besede in v njej odkrijemo, kako nas ta usmerja, oblikuje in kako nas v našem vsakdanjem življenju tudi navdihuje. Današnja Božja beseda nas vabi premišljevanje o tem, kako je ta beseda, ki jo napišemo z veliko začetnico, ni le zapis na papirju, ampak postaja živa, močna in resnična beseda. Beseda, ki nas vodi notranji prenovi in skrati skupni soodgovornosti za graditev Božjega kraljestva že tukaj med nami. Prvo berilo iz knjige preroka Nehemija nas popelje v čas, ko so bili Izraelci po dolgem izgnanstvu se vrnili v sveto mesto Jeruzalem. Ezra, ki je bil duhovnik najvišjega, je prebral postavo Gospoda Božjo besedo in to na ruševinah svetega mesta Jeruzalema, kamor so se vrnili po izgnanstvu. Zato je ljudstvo, ko je poslušalo to Božjo besedo, v ganjenosti jokalo in klečalo te z obrazom poljubljalo sveto zemljo. Ljudje so stali, poslušali in se odzivali z molitvijo ter velikim poklonom, ker so vedeli, da je Gospod z njimi in da bo od tega trenutka naprej, če bodo z Božjo milostjo sodelovali, tudi vse ostalo na pravem mestu. Kaj torej nam sporoča Božja beseda? Bolje rečeno, kaj meni osebno sporoča. Najprej vidimo, kako pomembno mesto ima Božja beseda v življenju vsake skupnosti, zlasti krščanske. Ljudje se niso zbrali zaradi navade, temveč iskrene želje, da bi znova poslušali besedo Boga, slišali Božji glas in s tem tudi znova obnovili zavezo z Gospodom.
To je bila priložnost za prenovo njihove identitete kot Božjega ljudstva, ki mu vedno pripadajo in so se znova vrnili k njemu po svojih grehih. In podobno, bratje in sestre, je tudi danes. Božja beseda ni nekaj, kar bi brali samo pri sveti maši, čeprav je sestavni del mašne daritve. Je predvsem dar, ki nam je dan za naše vsakdanje življenje. Kajti Bog želi prav preko svetega pisma, njegove razodete besede, govoriti vsakemu izmed nas osebno, ali kakor pravi sveto pismo, vsakemu na srce. Povabi nas, da ga poslušamo z odprtim srcem in hkrati pustimo, da tudi njegova beseda oblikuje naše misli, naše besede, odločitve in predvsem naša dejanja. V današnjem evangeliju smo slišali besede, ki jih je Jezus izrekel na začetku svojega javnega delovanja, to je v sinagogi v Nazaretu. Dali so mu zvitek preroka Izaija in on je prebral naslednje besede. Gospodov duh je nad menoj, ker me je vazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da naznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti. In ko konča prebrano doda danes, se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Bratje in sestre, te besede so utemeljitev tudi vsakega svetega leta, ki so ga Izraelci vkajali približno na 50 let. In tudi letos vkajamo redno sveto leto, zato so te besede v luči Božje besede še bolj pomembne v našem življenju in je pomembno, da skupaj z njimi tudi soustvarjamo evangelij življenja, v katerem živi vsak izmed nas. Jezus se razdene kot tisti, ki uresničuje Božjo obljubo. Prerok Izaija je napovedoval tega Mesija, ki bo prinesel osvoboditev in novo upanje izvoljenemu ljudstvu. Zdaj pa Jezus to obljubo uresničuje, ne samo za ljudi tistega časa, ampak tudi danes, tukaj in sedaj, saj je naš odrešenik. In ta beseda, ki jo izrazi danes, je ključna tudi v našem življenju. Jezus ne pravi, da se bo Božja obljuba uresničila v neki daljni prihodnosti, enkrat pač kot se bo. Ampak pravi, danes se je ta obljuba, danes se je ta beseda zares uresničila. Božja beseda, dragi bratje in sestre, ima resnično moč, ki spremeni naše življenje že tukaj in sedaj in ima to posledice tudi za prihodnost. Lahko nas ozdravi, osvobodi in opogumi in vodi. Povezuje z nas, da smo povezani kakor deli različnega telesa, ki smo potem skladno zajedno povezani z Gospodom. Tako da lahko vsak v pravem duhu resničuje svoje pomembno poslanstvo kot kristjan. Vendar pa ta beseda vedno zahteva naš odgovor. Zato je vprašanje, ali smo oziroma sem pripravljen slišati to Gospodovo besedo. A se mi pripravljen pustiti, da me vodi, da oblikuje naše oziroma moje življenje, da bi lahko v meni tudi obrodila bogate sadove. Danes smo vsi povabljeni, da znova obnovimo svoj odnos do Gospoda in s tem tudi do njegove besede. V Svetem pismu je napisana ta Božja beseda in ta Božja beseda je vedno aktualna in živa. Ne gre samo za knjigo, ki jo imamo doma na polici, ampak naj bo to živa knjiga, ki jo prebiramo, ki jo je Bog dal svojemu ljudstvu in tudi danes je razodetje namenjeno nam, da bi v luči sedanjega našega življenja gledali vse z Božjo lučjo. Gospod je razodel svojo ljubezen, načrt za naše življenje in pot do našega odrešenja prav v besedi življenja. Morda se kdaj sprašujemo, kako lahko Božja beseda postane resnična v našem vsakdanjem življenju. In ključ v tem je ravno v tem, da jo poslušamo z vero, da jo prebiramo in predvsem uresničujemo v naših dejanjih. Na koncu nas današnji evangelij spomni na veselo novico,
ki jo prinaša ta Božja beseda. Kajti Božja beseda je namenjena vsem ljudem, ubogim, ranjenim, izgubljenim, zatiranim, da prinese leto Gospodove milosti. Prav vsak od nas je povabljen, da sprejme to osvobajajočo sporočilo in tudi sam postane prinašalec te Božje besede, ki je luč našemu življenju, tudi svojemu bližnjemu. Bratje in sestre, zato danes zares prosimo Gospoda v naših srcih in tudi v našem vsakdanjem življenju, da bi imeli resnično srce, ki hrpeni po njegovi besedi. Naj nas Sveti Duh vodi, da bomo Božjo besedo ne le slišali ali poslušali, ampak jo tudi resnično živeli. Prav redno branje in premišljevanje Božje besede v našem vsakdanjem življenju nam bosta pomagali, da jo bomo notranje ponotranili in s tem tudi resnično živeli. Tako bodo tudi naši bratje in sestre deležni te Božje besede po našem zglednem krščanskem življenju. Sami pa bomo po Jezusovem zgledu prav v tem svetu danes, tukaj in sedaj, ko se Božja beseda znova uresničuje, tudi sami postajali prinašalci upanja, pravičnosti in Božje ljubezni. Amen.